Pozdravljeni, dragi prijatelji. Tu smo sedaj, da pogledamo skupaj, kaj lahko pričakujemo v naši zelo bližnji prihodnosti na Evropskem kongresu, ki bo svetovni kongres, in želimo skupaj pogledati, kaj se bo tam dogajalo. In sedaj bomo govorili o kulturnem večeru. Ja, imenujemo ga tako, kakor kulturni dogodek, vendar resnično edina kultura, ki jo imamo, je kultura povezovanja. In to je dogodek, ki ga naredimo po večerji. In to izrazi celotno našo radost in srečo in razločke, ki smo jih pridobili čez cel dan. Osvobodimo celotno akumulirano energijo z ljubeznijo in radostjo na kulturnem večeru. Lahko bi se imenoval tudi radostni večer. To je večer pesmi, skupnosti, povezanosti, nekaterih skupinskih dejavnosti, tudi plesanja skupaj. Ni pomembno, kaj počenjamo, dokler naš cilj in smoter je povezovanje. Torej stanje petja ali plesanja sta zelo vzvišena duhovna, kajti koreni teh dveh petja in plesanja sta zelo visoka. Rabaš piše, kako ko pleše z prijatelji, kako izniči samega sebe, tako da celo točka jaza se pomeša z prijatelji in vse potem izgine. In tu so samo še deli njegove duše, vse je eno. Torej lahko tudi vidite, da tu bodo vsi kabalisti iz cele Evrope, vse te točke, ki iščejo smisel življenja. In oni bodo prišli in tu se bomo povezali z verigo kabalistov. Torej, to je tako, da plešem z Rabi Šimenom, avtorjem Zoharja, ali profeti, kakor Deboro in Saro. Torej, skupaj sem z vsemi, če vidim svoje prijatelje tako velike, tako pomembne. To vam da tako povišanje. Torej, kulturni večer je zelo pomemben dogodek. Tu bodo petje pesmi, ki so jih prijatelji napisali v naši povezanosti. Te pesmi bomo prejeli že pred kongresom, ki bodo tudi v nemščini, v italijanščini, in tam bodo tudi karaoke, kjer jih bomo lahko peli. Vendar najbolj pomembna stvar je, da se povežemo z vsemi, in to je to. Torej, pomembna stvar je, da izgubite sebe znotraj prijateljev, vendar ne izgubite vaše individualnosti, temveč izgubite vaš ego. In tako se povežete skupaj z vašimi prijatelji, in to je najbolj čudovito doživetje, ki ga lahko imate. In dobro, v začetku stojite tako in rečete, ne, s tem ne želim imeti nobenega opravka. In potem doživite, da ta točka, ki govori nožem imeti in plesati z njimi, je vaš ego. Gre se recimo lahko tudi za lupljenje krompirja. Gre se tu za to, da se dejansko pridružite vsem. Torej, kako je za ženske? No, čakala sem na to. Torej, na kongresu je poseben delo z egom, ki preprečuje, da bi se pridružili. Torej, na kulturnem večeru imate, to je kakor magija, kajti je tako izven vsega, tako da ne želite biti del tega. In stojite izven tega. In potem v eni sekundi, ko rečete, no, pristanem na to, sprejmem pomoč prijateljev in se vržete v to, in potem naredite to mali, veliki korak. Kakor za ženske je enako. Imamo tudi to potrebo, da po dolgem dnevu dela in biti z vsemi, da občutimo to povezanost. Videli boste, to je eno od naših naslednjih vprašanj,
kakšna je situacija moških in žensk na kongresu in med študijo. To je zelo pomemben trenutek povezovanja med ženskami in tudi dajanja podpore moškim na tem kulturnem večeru. Dejansko se gre za isto delo, vendar se gre za zunanje, torej sedite zunaj. Seveda je to nekaj, ker lahko si nekaj predstavljate, vendar ko boste prišli tja, boste videli odločen trenutek, ko se dejansko vržete notri in povežete. Kulturni večer je dejansko simbol, torej tu imamo skupino. In skupina sedaj dela nekaj, recimo plešejo, delajo skupinsko fotografijo, študirajo, lupijo krompir v kuhinji. Kaj še lahko delajo? Lahko jedo, smejejo se ali pojejo. In jaz stojim tukaj. To sem jaz. Ko to gledam preko filtra mojega ega, no, naredimo to zeleno, takole. Vidim vsakega skozi ta filter in razmišljam, kaj delam tukaj, te so res čudni, ne želim biti del tega. In ne glede na dejavnost, ki se izvaja, ne želim plesati z njimi, to fotografiranje je neumno. Občutim mnoga občutenja, vendar na srečo imam tudi mojo točko v srcu. In potem lahko razločim, da vsa ta občutenja so občutenja ega in da najdem milijone razlogov, zakaj ne bi bil z njimi. In potem se odločim, da želim videti skupino skozi mojo točko v srcu in da jo želim privesti sem, v sredo skupine. In potem vidim, da vse te reči, ki so tukaj, vsi ti razlogi odpadejo in vidim, da je bilo vse to moj ego. In ko se moja pošoda, moja duša odloči, da bo storila nekaj, ni pomembno. Želim biti del, sem tukaj sredi tega, potem razodenem stvarnika. Našo enost, našo skupnost, to želim občutiti. In sedaj ni pomembno, kaj delajo v korporalnih dejanjih, ali delajo to ali ono. Tisto, kar je pomembno, je to dejanje, da skočim v skupino, k skupini in da želim biti eno z njimi in kakor želim biti eno z stvarnikom. In to je delo, ki ga naredim nad razumom. Kako to naredim? Veste, ego je močnejši. Sedaj se moram že pripraviti na pomembnost teh trenutkov in potem bom občutil, kaj pomeni oluščiti te dve plasti, mene in mojih občutenj, tega ega, tako da potem pridem do točke v srcu in da lahko razločim in se odločim, kaj jaz v resnici želim. S tem določim sedaj moj resnični jaz. Zato je to zelo pomembna priložnost.